Gledate oddajo Klepet ob kavi. Tako že kakšno leto, dve nazaj smo se lotili projekta Rodovna knjiga. Zakaj? Pravzaprav zelo preprosto, zaradi tega, ker so naši predniki pomembni, ker je pomembno, kaj se je dejansko dogajalo prej. In obstaja cela veja, ki se imenuje psihogenetika in dokazuje, da se lahko dedujejo ne samo bolezni, ampak tudi različni vedenjski vzorci, recimo misli, ki potem sledijo k dejanjem in vse take stvari. Skratka, neka družinska nesreča se lahko ponavlja in tako naprej. Zanimivo. Na inštitutu Maxa Plancka so dejansko ugotovili vse to in moram reči, da sem tudi sama zelo vesela, da je rodovna knjiga žensk nastala, preden se je moja babica poslovila iz tega sveta, da jo je imela čas izpolniti in da imam zares dragocene vse njene zapiske o njenem življenju, o njenem pogledu in vse tako naprej. Ampak ali lahko podedujemo na nek način, oziroma ali genetika prenaša tudi druge zadeve, ki so mogoče iz drugih življenj in podobno. O tem bomo danes govorili. Govorili bomo o karmi, natančneje o genetski karmi. In v naši družbi je več kot primerna sogovornica Aleksandra Winkler-Drole. Lepo pozdravljena, dobrodošla. O, Madonna, vidiš, da bova o karmi govorili, ker drevesa so začela padati. Aleksandra, genetska karma, kaj je v bistvu to? Kako bi nam to razložila? Se pravi, tako kot beseda sama že pove, karma kot nek način delovanja se lahko ponavlja skozi generacije. Se prenaša s prednikov na nas potomce in celo lahko naprej, če mi tega ne ustavimo, prek DNA. Se pravi, če je bil zelo zloben naš pradedek, bomo mi tudi imeli potencial, da smo zlobni, ker bomo njegovo karmo podedovali. Lahko tudi ja, ampak tlele je zanimivo tudi to, da recimo mi smo si tega dedka zbrali. Mi kot duše, preden smo se inkarnirali, smo si zbrali točno take starše, točno take roditelje, kateri nam bojo pomagali, da tudi se soočimo z določenimi karmičnimi vzorci. In mi dejansko v tistem trenutku, se pravi, ko smo zarodki, še vibriramo z energijo naših staršev. Se pravi, če kdo reče, joj, jaz sem imel starše, ali pa so tudi obstajajo otroci, ki jih starši pustijo, recimo. Ali pa so starši neprimerni, recimo je alkohol, je prostitucija, je droga, je tudi hudobija vmes ali pa karkoli. Se pravi, duša si je dejansko izbrala to izkušnjo, ker pač je želela skozi te vzorce se soočiti sama s sabo in to potem tudi razrešiti. Se pravi, pomembni so predniki in pomembna so prejšnja življenja. Ja. In mi si na podlagi prejšnjih življenj, tudi v tem življenju, izberemo take prednike, ki imajo podobne stvari za predelati, kot jih moramo mi predelati? Ja. Mi vibriramo z isto vibracijo, se pravi otrok v mami vibrira z isto vibracijo kot starši. Ker se rodi, je to tisto. Se pravi, starši so idealni. Bogovi. Ja, idealni so za njega. Čeprav bo tlele marsikdo oporekal, poznam osebno primer, ki je rekla moja znanka, dobra znanka, nekdanja sodelavka, mene so pa starši dali v rejništvo. Me niso mogli imeti. Se pravi, mi, ko zapustimo ta svet v eni inkarnaciji, odidemo z neko stopnjo dušne vibracije. Recimo, lahko si takrat rečemo, ne vem, namaram otrok, namaram, imamo kako izkušnjo. Zdaj pa ne bom imel. Zdaj pa, ne bom imel ali pa namaram moških, ker so ne vem kakšni slabi. Se pravi, umremo z enim energijskim zapisom. In s takim, ko zaključimo življenje, s takim se pole rodimo. In dejansko se rodimo s tisto vibracijo. Kukar jo imamo in take starše, kukar vibriramo, po domače povedano, zmerom rečejo, enaki ptiči skapletajo. Vrabc pa kos na morta. Se pravi, zmerom smo mi v krogu. Iste ptice letijo skupaj. Ampak se pravi,
od tega, kar si zdaj povedala, se lahko naučimo, da je zelo pomembno, kako umremo, Ja, koliko imamo s kakšno to- vibracijo, s kakšno ja. vibracijo, koliko Ja. imamo v glavu popucan, ko umremo. Ja, pa v duši. Hkrati pa, da smo na nek način zapečateni v tem življenju s tem, kako je bilo prej. Se to lahko spremeni? Ja, vse se da spremeniti, zato smo tle, da se spremenjamo na boljše. Recimo zanimiva je bila tale prva pa druga svetovna vojna. Ne? Ja. Jaz sem si to pač ogledala v Kobariškem muzeju, ki je eden najbolj znanih teh muzejev. In v prvi vojni, prvi svetovni, je bilo konec vojne, ampak dejansko ni bilo pomirjeno noter, strasti niso bile pomirjene. Ljudje so masovno zapustili z neko obljubo po maščevanju. In recimo po teh mojih raziskavah so se ti fantje, ki so pač umrli v frontah, ne, tudi so se borili tako iz oči v oči, mislim, dobesedno je bilo zelo krvava prva svetovna vojna, bolj kot druga, recimo, ki so se ustreljali nadaleč. In recimo so ti večinoma mladi fanti srednjih let, ki so pač zapustili življenje v takem borbi, se pravi, ti si mene, te bom že, a ne, se maščeval, jaz bom tebe. In nastala je druga svetovna vojna, ko so ravno te dušice se spet inkarnirale, spet zrasle gor in so bili spet po enih tolikih, bi se reklo, letih, ko je bilo to glih prav zrelo. Ampak, če smo mi pametni, se ne zaobljubimo temu maščevanju, besu, tem nižjim strastem. Ampak torej duše, ki so se borile v prvi svetovni vojni, praviš, da so se borile tudi v drugi? Po večinoma so bile to ene niste, ne glih vse, a ne, ene so pač tudi, to se ne da masovno, ampak tudi v ljudeh, recimo, ker mi ljudje tudi pretegnemo tako prihodnost. Ampak, ko duša, recimo, ko umre, a ne? Se pravi, govoriš o tem, da je to nujno, da pride nazaj na zemljo, ali ni nujno, da pride nazaj na zemljo? Ja, po večinoma pridemo nazaj na zemljo. Ja, se pravi, duša Adolfa Hitlerja, recimo, je še ne, ona nas me, zdaj tlele so, ja, zanimivo. No, tudi po mojih učiteljih, recimo, obstaja tudi zapor na eteričnem nivoju, ker pa napustijo glih vsakega dol. No dobro, zdaj se veliko boš počutim. Ja. Zdaj se pa boš počutim. Zdaj sem pa zadihala, v redu je. Napustijo vsakega kar dol, kako bon hotel iti, zdaj pa grem jaz dol, pa naredim štalo tle. Tako da ljudje zmerom pritegnemo, on je bil legalno izvoljen, a ne pa še marsikdo drug. In ljudje dejansko svojo energijo pritegnemo, voditelje, pritegnemo otroka, partnerja v naše življenje. In zanimivo je recimo to, dosti manj teh žensk, pa ne bi se rada zamerila Štajerkam, ampak tudi Primorci so pijanci, tako da tle smo kar blizu si. Zdaj se je malo tudi to izboljšalo. Ti veš, da si Štajerka, Vem, zato sem rekla, da se nočem zameriti Štajercem, pa še pol Slovenije. Jaz sem tipična Štajerka, čist nič ne pijem, veš, tako. Jaz sem tipična Primorka, pijem sem za novo leto. Ja, lej, tako da, okej. Pa ful rada, kakšno flašo komu podarim. Ampak hočem reči, ženska, recimo, moj oče je bolj alkoholik, moj ded je bolj alkoholik, moj mož je alkoholik. Ma boga ženska, mislim... Kaj, to zdaj je v karmi problem? Ja. Ona je najprej dedek, oče in pole še mož alkoholik. Ja, kaj bo še sin moj alkoholik, ja, samo še to se manjka. Se pravi, tlele v tej... Ona si je dobesedno zbrala tega moža, on ni nobeno ženo na silo poročil z njim, če se zastopva. Se lahko bi dobila, ne vem, s kjerkoli, ampak ona si je zbrala to okolje, vinorodno okolje, celo... Ni čudno, da je pijanca dobila. Ja, in zdaj ona pritegne, ona je privlačna bila za takega. In če bi pustila tega, bi lahko tudi drugega isto, dokler se nareši en vzorc. Zdaj, kako se rešavajo vzorci? Ljudje mislijo, ponavljam ene afirmacije, pa govorim si te zadeve, ja, to ni? Ne, premalo. Tako si lahko govorim, da sem najlepša v deželi tej, ampak če to ne deluje resnično z mano, če to ne deluje kot resnica in če tudi mi moje tridimenzionalno življenje, to rečem fizična realnost, ne pokaže, da je to res, a ne, pole ne moreš se reči, sem najlepša na svetu, se zastopeva. Tudi če je to afirmacija. Jaz nimam nič proti temu. Se vem, da ne, se tvoj tudi ne bi imel, lahko bi te celo eden podporil, ampak hočem reči, da afirmacije, če ne delujejo prav tisto, kar čutiš, da je res to, se prav lahko si rečeš,
No, zanimivo pri afirmacijah je tudi to, sem brala, prav ta primer je bil, mislim, pol jaz to naprej predavam. Če rečeš enemu, ne misli na črnega psa, Ja. evo, ne misli zdaj na črnega psa. Ja, vidim ga. Vidiš Ja. ga, evo. Se pravi, kako boš rekel ne, a ne? Ali pa nočem. Ja, se zato pa pravijo, da mora Nočem biti, alkoholika, mora nočem. biti pozitivno. Ja, pozitivno, ja. Ne. Hočem ne alkoholika, a tako, a ne, tudi to ne. Ja. Ja, hočem treznega. Treznega, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Treznega. Treznega. Pa dobiš ozdravljenega alkoholika, ki nič več ne pije. Pa ima pa vse druge napake, ki si pozabil. V glavnem... A se lahko na fizični ravni recimo vidi, ne vem, ljudje prihajajo Ja. k tebi, dobro, Ja. večinoma te pokličejo, ampak Ja. vendarle, oni, ki pridejo do tebe, ki se z njimi fizično dejansko srečaš. A ti že na njihovem fizičnem telesu ali pa recimo tako, da vidiš že, da je kakšna genetska karma v Ja, igri? itak. To se hitro vidi, recimo po telesni drži. A ne, ker imamo naše čakre, jaz jih omenjam 8, čeprav jih je še dosti več, enih samo 7, ampak jaz sem tlele za 8 glavnih čaker, ne pustimo stati pod čakre, ki jih je res veliko. No, in če je to nanizano po hrbtenici, ne, pa izžarevajo na sprednjem in zadnjem delu, se pravi spodaj in zgori, potem je tista hrbtenica, ki je največji pokazatelj karme. In podobno držo, ko imaš, ja, zdaj, če imaš podobno držo po tvojemu očetu, recimo, ne, telesno držo, hoja, gibanje, dobiš ful njegovih teh karmičnih genov. Se pravi, če bo on ambiciozen, podjeten, prodoren, pogumen, samozavesten, potem si ti to od njega dobila. Ker ne moramo zdaj govoriti, da je samo slabo karma. Karma pomeni samo delovanje, nekaj, kar deluje. Ja, lahko pomeni tudi dober. Tudi dober, je tako, definitivno, karkoli, neutralno je dejansko. Se pravi, že po drži vidiš te zadeve. Po drži se zelo vidi in tudi lahko se pa ne vidi po drži, zato ker recimo po drži, se vemo, kako je. Ljudem, ki dosti problemi sedijo na ramenih, se začnejo počutiti prav dobesedno, najprej energijsko jih nekaj tišči dol, se pravi človek, ki je energijsko na tleh, da dobesedno vleče dol. Vleče tle, ne? Ja, in pol se še hrbtenica s časoma nagne in postane to del njegove drže. Lahko je pa tudi pretirano izravnana hrbtenica, ne? Kaj mi hočeš kaj povedati? Ne, med vrsticami. Ne, se nimaš. Imajo precej, se zgodi, recimo, da tudi precej nazaj nagnjena, celo rečemo, ne? Ja, da si malo šaben, ne? Vzvišen, vzvišen hočeš, brado gor. hočeš biti več kot drugi. Ja, dejansko hočeš, da te vidijo, da si več. No, tako govorim na splošno. Včasih so deklice, punčke, matere vzgajale, kako more sedeti, kako mora imeti noge skupaj, so še nas vzgajale. Dobro, je malo narodno, če... Jaz ne moram imeti več noge skupaj. Sorry! Zaradi mene lahko tudi narazen. Samo hočem reči, kako so matere ukalupirale svoje hčerke. Še v mojih cajtih je bilo tako, a ne, ko smo nosili krilce, punčke so nas, pa ni smel sedeti tako, a ne, recimo. Ja, čuden. Ja, v krilcu. Ja. Ja. In me noge skup, bodi tako, hodi tako, ne gledati levo desno, ne kazati s prstom, ok, ti stoji tako, ne. So nas malo zacementirali. Ja, in tudi potiho ne govoriti, če imaš kaj zapovedati, treba povedati na glas, da te vsi slišijo, ne šepetati od zadaj. Ja. No, se pravi, dobiš, eno je, da se tudi besedno prenaša, ne? Da se tudi sprejmeš tisto držo. Se pravi, neka grumska strela, kar rečeš zmeri. Lahko pa je bolj potiho, lahko je neka energija, neka vibracija enega prednika, ki ni vidna na fizičnem nivoju. Slišala sem od ene gospe, ki je pri tebi iskala pomoč, pa si ful pomagala pri teh zadevah in je rekla, te zaobljube prednikov, pismo, ki ne vemo tega. Ja, ker se zaobljube mama, recimo, zdaj tlele v Sloveniji smo srečne. Jaz sem zadnjič debatirala z enim prijateljem. On mi pravi, ja, v Slovenke preveč komandiraste moške. In potem sem mu enkrat rekla, sami ste krivi, če vas moramo komandirati, ker vi bi mogli narediti, naprimer, prej, ko rečem, a ne? Ja. Pole naslednjič se srečamo, veš, da se je imela prav, da smo sami krivi, da nas morate ženske komandirati.
Ja, to si imela ti prav, je razmišljal, a ne, toliko cajta, ko se nismo videli, ne vem, koliko je bilo to časa, več tednu, toliko cajta je človek razmišljal o tem. Ampak zanimivo, recimo, se nočem nič reči, ampak sem imela sodelavko, pri meni je delala, je bila z bivše Jugoslavije, ker jo mož ni nikamor pustil. Ona ni smela z mano iti, je imela že, kako jaz zdaj, 50 let, jaz sem jih imela takrat dosti manj. Ona je imela že otroke v srednji šoli pa na fakulteti. Kaj je bil ljubosum? Itak. In kada ona ne sme iti sama z mano, pač v en drug kraj, tako 1 uro, 2 vožnje, midve bi šla k enemu radiestezistu, ne vem kaj je že bil. In ne, kada on mora iti zraven, ker ona, če bo šla sama z mano, midve bo lahko druge moške najdle po poti. Lepo te prosim. Se pravi, in ona mu je bila pokorna. Hočem reči, to ni bilo problem. Meni bi bilo to ful problem, a ne bi bil problem, recimo, da te to ne pusti, mislim, s prijateljco. A ni to, meni je to problem. To ni v moji genetski karmi. Meni to je tudi ne. Ampak, recimo, ko vidiš druge, kako to zmore prenašati kaj tacga. In dejansko, zdaj, ko jaz študiram te stvari, meni je to jasno. In ona, to ni nič tako hudo, ko bi bilo meni, tebi. Ja, razumem. Drugačna karma od zadaj. Ja. Kaj pa ti narediš, recimo, takim ljudem, ki pridejo v tebi? Kaj, ali jim svetuješ, ali pogledaš v karte, ali v krogle? Kaj jim narediš? Ne, gremo v akaške zapise, ker to je sistem, ki je nad našim umom. Recimo, jaz sem... Moja mama in babica sta imeli neke probleme, v glavnem babici je umrl sin in hčerka in so raziskovali prek vedeževalcev, tako sem jaz kot majhna že vse vedeževalce in jasnovidce in vse mojstre, kolikor jih je bilo možno najdeti, z njimi obiskovala. In bolje me je zanimala literatura, kako oni vidijo, odkje odčitajo nekaj, se pravi karkoli vzame v roke, ali so bile karte, ali je bilo skave, odkje on to odčita. In potem sem ugotovila pomanjkljivost, ker odčita iz uma. Recimo, polka si zaljubljen v enega, pa greš eni vedeževalki, takoj na začetku ti reče, ja, super bo tale, vidi tisto rožnato auro v tebi in v njemu, vidva sta za skupaj, vidva bosta skupaj. Ampak ne sme učitati od tam. Ja, se to pa je razlika med navadnim prerokovanjem in vstopom v svet akaških zapisov, ki je svet nad 5. dimenzijo. Nad umom, kjer je tudi ego, tudi ego hoče, recimo, preda sta dva, ego hoče, daj povej ti meni samo lepo. To njihov ego hoče. Samo lepo mi povej in samo, da bo v redu. In jaz moram najdeti, ki je tisti plevel, da ga s korenino ven potegnemo. In ona pravi, zmerom začnemo ljudje tako. Ja, ne vidimo sebe, ker ljudje imamo eno veliko napako. Vidimo vse druge in sebe nikoli ne vidimo. In ja, moj mož je tak, moj oče je bil tak, jaz sem imela tako življenje, vsi do mene so bili krivični in cel moj svet je narobe, zaradi tega, ker so bili vsi ljudje okrog mene narobe postavljeni in so narobe razmišljali, delovali. In na konci, ko je razložiš, ker to zdaj že večinoma sami vejo, ker jaz pišem tudi revijo, elektronsko revijo Vizionar, pa jim že tam masovno povem ene stvari, da že pridejo malo pripravljeni do mene. In povem, da so si oni zbrali tako družino, prav z nekim namenom so si zbrali. Tudi starši morajo tebe zbrati, se pravi, ti zbereš delavca, tudi on zbere tebe, tudi ti moraš njega zbrati, tega, ki ga zaposliš. Ni zdaj kar tako ga enega zbereš, pa on reče ne, pa ne more biti, ko mora biti oboje stransko. In isto se mi inkarniramo v eno družino, ker so že neki vzorci. Recimo vzorc, da bo ženska, ki smo že pri tej zaobljubi, Ampak, čist, itak, kot ponavadi nama časa zmanjkuje. Ti greš v akaške zapise, to prebereš in to prevekslaš. Ja, tako. Se pravi, urediš? Ne, sam nič ne uredim jaz. Ubesediš, prevedeš, skanaliziraš. Tako, ampak iz sveta iznad 5. dimenzije, se pravi od 6. naprej, za razliko od teh jasnovicev vedeževalcev je ta sistem dosti bolj, ker je nad umom in nad egom. In ko to naredim, ni še konc. Se pravi, najprej je diagnoza, kot doktor. Pa dejansko, pa se začne delati. V vsakem primeru drugačne. Ja, kakor ima. Odvisno, kakšno energijo ima za odčitati in kaj potem to ostane. Torej, evo, danes smo se naučili kar nekaj novih pojmov. Karma, genetska karma in akaški zapisi. Bomo še kaj o tem govorili, da mečkeno razjasnemo pojme in popucamo stvari.